Dober dan, kolega Markeš. V jesen sva zakorakala. Jesenska tema, ki je pred nama, je situacija na Bližnjem vzhodu. Ta je slabša kot takrat, ko sva se zadnjič pogovarjala. Se pravi, eskalacija oziroma izraelska ofenziva na Gazo se ni ustavila niti za trenutek, se pa širi vojaški vojni požar na ozemlje Libanona z več 100 mrtvimi, z banditskimi napadi, z tako imenovanimi pagerji, pozivniki po slovensko, z nekimi ocenami, da pravzaprav gre za teroristično dejanje, v tem primeru za državni terorizem, na drugi strani za apologijo tega početja, češ da se s tem dejanjem pravzaprav odgovorili na teroristična dejanja islamskega gibanja Hezbolah. Če greva zemljevid pogledat, imava Libanon severno od Izraela, Gaza je na izraelskem jugu, ampak to pomeni, da pravzaprav celotno ozemlje postaja vroča točka in preti, da se morda cela reč razširi še ne samo v soseščino, pač pa tudi v Iran. Ja, enkrat so destabilizirali Bližnji vzhod, to je bilo takrat, ko so napadli Irak, ko jih Husein padel, če se spomniš, še pri tem stari Bush je začel, ko so osvobodili Kuvajt, je to operacijo v sredini ustavil, medtem ko so osvobodili Kuvajt, so nehali z demontažo Iraka. V drugem valu so ga demontirali in potem imaš popolno demontažo Severne Afrike, za tistim pol mesecem, z uničenjem Gaddafijem in podobnih avtokratov, ki niso sicer zadovoljevali evropskih standardov, ampak so pa krotili recimo ilegalne tokove, naprimer, migracije v Evropo in tako naprej. Cilj Izraela ta trenutek mislim, da je eden in samo eden, destabilizirati celoten Bližnji vzhod in čim več profitirati, pa če svet propade. Oni zdaj delajo praktično iz Libanona že novo Gazo, da zraven govorijo, da to absolutno ni v njihovem interesu, da so mirotvorci in da je v njihovem najboljšem interesu se pogovarjati o mirnih rešitvah, da oni ne napadajo Libanon, ampak Hezbolah in podobne stvari, imajo to metodo muhe, ki v bistvu v šahu drži slona, to so ZDA, s kapitalom, z svojimi lobističnimi organizacijami, z vojaško industrijo in v bistvu krivda leži na Združenih državah Amerike, o tem nobenega dvoma. Izrael bi že zdavnaj počepnil, če bi Evropska unija in Združene države Amerike preprosto izglasovale ugotovitev, da gre za genocidna dejanja, da gre za teroristična dejanja, kar to v resnici je. To, kar dela pač Netanjahu, je vojni zločinac in da ga je preprosto, podobno kot Putina, treba postaviti pred mednarodno sodišče za človekove pravice in ga obsoditi. In ustaviti vsako dobavo Izraelu orožja, bi bilo hitro vojne konca. Američani igrajo dvojno igro, po eni strani pod roko oskrbujejo Izrael z orožjem, nad roko pa govorijo, da oni niso vedeli za pagerje, niso vedeli za Libanon, niso vedeli za Hezbolah, ne vejo nič, ne vejo, da sploh ne vejo, da vejo, ne vejo nič, oni se sprenevedajo, Izraelci lažejo hitreje kot mislijo, Američani se pa sprenevedajo, da o tem ne vejo nič. Skratka, to je ena isto danes, ravno danes naš premijer odpira razpravo v Združenih narodih na temo miru in bo predlagal, oziroma v intervjujih je že predlagal, da se nekako relativizira veto, ker vsaka od stalnih članic velesil vedno lahko vloži nek veto, kar pomeni, da je Organizacija Združenih narodov stalno v blokadi. Guterres cel svoj mandat že govori, da se mora nemudoma nehati nasilje v Sudanu, nasilje v Gazi, da se mora nehati nasilje v Ukrajini in nemudoma od danes do jutri otroci ne bodo lačni, zraven vleče plačo. V takem stanju, če bi nekdo, ki je visoko moralen, recimo temu obnebju kantovske morale, bi imel tako službo in bi videl, da nič ne more bi odstopil. To se še ni zgodilo v zgodovini Združenih narodov, da bi generalni sekretar organizacije odstopil.
Jaz nimam v spominu. Ne? In kot kaže, se ne bo. Ne? Bilo bi pa Ampak močno simbolno dejanje. Je pa tako, meni je skrajno nenavadno, ne, ko poslušam generalnega sekretarja Združenih narodov, zveni približno tako kot voditelj ali pa predsedujoči relativno dobro proračunsko podprte nevladne organizacije. Ne? Kaj se med nastopom generalnega sekretarja Amnesty International pa generalnega sekretarja Združenih narodov praktično ni bistvenih razlik v poudarkih. Ne? Kar je pa nenavadno, je pa to, ne, pač, da Združeni narodi vendarle imajo neke minimalne mehanizme, če niso torpedirani z vetom, Ja. medtem ko Amnesty International drugega kot vplivati na vest človeštva nima. Ne. Glavni problem se mi ne zdi, institucija sama na sebi, ko je nastala, je bila dobra, ne, ker je bila pač v duhu ugotovitev, povojnih ugotovitev, da narejena z najboljšimi svetovnimi humanisti, mnogi med njimi so bili takrat masoni in snovalci tudi ameriške države in so enostavno hoteli izpostaviti pomembnost človekovih pravic, temeljnih človekovih pravic, hoteli so izpostaviti pomembnost nove svetovne ureditve, v kateri bo se nadaljevala razsvetljenska tradicija. Ne? Vse to je zdaj zamrlo, ampak na začetku je ta stvar delovala, že zaradi tega je delovala, ker je v Ameriki delovala. Ne? Ker to se meti za to mizo enkrat upozoril, kdor gleda film JFK, ne? Lepo pokaže, kdo je bil takrat predsednik, je bil v tistem času. O katerem dogodku govorimo? Govorimo o tem, ko je enostavno povedal, da je ameriška notranja demokracija ogrožena po interesnih vojaških lobijih. Ja, to so Eisenhowerjeve izjave, Ja. Ki je bil predhodnik Kennedyja. Tako, ja, Njegovo opozorilo, ne, da Združenim državam Amerike vlada vojno-industrijski kompleks, s tem, da v prejšnjih osnutkih oziroma v prvih osnutkih govora je omenil še sprego med vojno industrijo in pa senatorji oziroma kongresniki. No, takrat je še vladala ta čast in v tem filmu potem pokaže, da je Kennedy bil žrtev atentata točno tega lobija, ker je v bistvu hotel slediti tem Eisenhowerjevim besedam, tako film prikaže, ampak kakorkoli. Takrat je v Ameriki še vladala tista čas, da je osebna integriteta, rečemo temu republikanska, in nota časti, osebna integriteta, če rečeš ene sorte kategorični imperativ na ravni države oziroma časti, kako se to dela, da je treba delati brezinteresno, ne glede na vplive lobijo. Tega zdaj ni več. Zdaj se ti Netanjahu sprehod v kongres in dobi 57 ali koliko tistih stoječih ovacij, in povozi celotno ameriško demokracijo in jim pove, kako bo. In tako tudi je. In to je popolnoma nevzdržno. In se dejansko postavi pravo vprašanje, ali Združeni narodi sploh še so potrebni, ali imajo sploh še kakšno funkcijo, ker je dejansko nimajo, razen to, da vlečejo verjetno zelo dobre plače. In tisto... Ja, samo, veš, ob tem, ko si to vprašanje zastavljaš, se probej uživeti v razmere, ko pa niti tega ne bi imelo človeštvo. Potem bi bilo to isto, kar se dogaja tudi, se dogajalo, vendar transparentno. To bi bila razlika. Včasih je boljše ne imeti invalidnih inštitucij, kot pa da kriješ, da prikrivaš v bistvu neko stanje, ki, veš, ker realno gleda na to, kar Netanjahu počne, je zločin. V tisti situaciji, če ne bi imeli Združenih narodov, bi to enostavno bilo transparentno. Ali pa bi morali imeti koalicijo nekih držav. Že samo pa nimaš inštitucije, ki bi lahko karkoli naredila. Se je poanta realno v tem, kar zdaj tudi nimaš. Imaš te institucije. Ta institucija se dela, da nekaj spreminja, v resnici ne stori ni česa, razen na verbalni ravni. Na verbalni ravni, kot Jareš krasno govori, ampak kot rečeno, že takrat recimo to, da... Ja, mislim, na mednarodno kazensko sodišče v Haag pridejo pač srdelce, tu ne seveda ne. Točno tako. Pridejo male zelo podoben občutek imam kot takrat, če se spomniš, ko smo delali, ko je Golob delal reformo zdravstva z Loredanom, ko se je skozi čutila ta frustracija. Ves čas smo vedeli, da nič ne bo, hkrati smo se pa morali 2 leti delati
kot da imamo upanje, kot da se bo. Ne? In Združenimi narodi je nekaj zelo podobnega. In tukaj to ne more biti drugače. Vse se dogaja pa v smislu izraelske hipokrizije. Se pravi, oni lažejo in mi se delamo, kot da govorijo resnico. Oni nimajo interesa in vendar to delajo. Oni reče, da so za mir, naslednji dan napadajo. Že takrat, ko so premirje iskali v Gazi, so napadali Gazo še bolj radikalno. So izseljevali, zdaj izseljujejo že Libanonce. Ne? In pravijo, da nima nič proti Libanonu, nič proti Libanoncem, nič proti libanonski državi, da oni so samo proti Hezbollahu. Tako rekoč Libanon osvobajajo njihovih okupatorjev. Ne? Ja. Kar je drugo vprašanje, se lahko, da je to res, oni niso naslov, da bi to počeli. Izkoriščam priložnost, ker poznam vsebino prihajajoče sobotne, ki izide 28. Imam zanimiv intervju s predstavnikom, oziroma zgodbo pripoveduje predstavnik analitske skupine Forenzična arhitektura, ki govori o analizi prostora same Gaze in o tem, pravzaprav, katere točke so bile napadene, kako so bili napadeni konvoji humanitarne pomoči, kako so bili napadeni sedeži humanitarnih organizacij. Pravi, organizacija Forenzična arhitektura se ukvarja s tem, da mapira prostor, vnaša točke, in ko to vidimo, nam je pravzaprav situacija v Gazi precej bolj jasna. Zdaj, seveda isto bi veljalo ponoviti tudi za dogajanje v Libanonu. Ta sogovornik je pred tedni se v Ljubljani udeležil festivala Grounded. Če so že pred tem forenziki, pa reče forenzična jezikovna analiza, tista zanimiva, ko so se prej že pred to pogovarjala, afera Sosič. Tako stamer, to se pravi britanski premijer. Govoriva o britanskem premijeju in o njegovem vehementnem govoru, kaj se mora zgoditi. To je pa freudovska forenzika. To se pravi, izletelo je moj lapsus lingue, v kateri pove, da bi morali hostič, se pravi prepeljati ven iz Gaze, je pa rekel Sosič, klobaso. To je približen najboljši opis tega, kar se tam dogaja in kar se grejo. Tudi Anglija. Ja. Greva nazaj. Združeni narodi, dogodki v teh dneh, slovensko predsedovanje Varnostnemu svetu, generalna skupščina. Zdaj, to je neko obredje, ki se septembra vsako leto ponavlja, pač tam praktično od konca 40 let, pa malo pozneje, 20. stoletja. Zdaj, ti trdiš, da od teh obredov praktično ni nobenih učinkov. Mislim, da ne, mislim, da se civilizacijsko izpela ta formula, ali pa se mora preprosto obnoviti. Obnoviti se mora pač opolnomočiti na registru dane besede, ad 1, ad 2, pa čisto preprosto, se to je Golob pa tudi zaznal, ampak okrog tega operira podobno kot v zdravstvu, samo z besedami, dobrimi željami in z dvigovanjem svojega rejtinga, namreč, da bi morali odvzeti pravico veta. Kaj se zgodi, če odvzameš Ameriki pravico veta? Nehala bo financirati to organizacijo, v momentu postane polovico organizacije brezposelne. Če bi pa rekla... A veš, kdo je zemljo kupil za sedež Združenih narodov? Ne. Dinastija Rockefeller, ki je pač prvi milijon zaslužila z naftnimi posli, pa se potem prestavlja v bankirske posle, ampak pač tam so eno parcelo kupili, da je nebotičnik lahko zrasel. Da je ta velik kapital pač že na sami parceli pustil svoj prstni vtis. To je samo dokaz, da je ta začetna hipokrizija pač ugrajena v sam sistem dogajanja. To je prezapleteno vprašanje, da bi ga midva sploh lahko rešila, ampak to tudi ni nekaj, kar gre na reelekcije. To se enostavno dogaja po državnem ključu in po nekem ključu dogovora na osnovi travme druge svetovne vojne. Tega ne smemo pozabiti. To je nastalo na osnovi
traumatiziranosti sveta, ki je rekel nikoli več. Ne? In zdaj smo pa ravno na tem, da se po kosih dogaja vedno več, vendar pa ne totalno zaradi jedrskega orožja, ker se bojijo zaradi jedrskega orožja. Ne? Isto to mrcvarjenje v Ukrajini je natanko temu podobno. Zelenski pravi, Trump pravi, da je Zelenski najboljši trgovec, pride praznih hlač in nazaj in domov gre vedno s 60 milijardami dolarjev. Ne? Ampak hkrati pa pravi, da bo podpiral Kamalo Harris, to Trump pravi za Zelenskega, zaradi tega, ker on bi to v 5 minutah rešil in naredil mir. Ne. Se pravi, bolj ne more biti neres, kot to pravi, je pa verjetno res to, da Zelenski bi zelo rad ponovil enako formulo kot Netanjahu, oba dva sta judovskega porekla in on misli, to bo pomagalo, če jaz pridem v Ameriko, pridem v kongres, govorim lepe besede, povem, kaj je treba narediti, ampak jaz mislim, da v Ukrajini Amerika drži fige v žepu, vsaj polovico nije, ker Biden je imel zunanjo politiko povsem drugačno, kot bi jo imel pa republikanski del pod vodstvom Trumpa. Trumpu se zunanja politika enostavno ni zdela pomembna, njemu se zdi pomemben interes oziroma interes ekonomije in pa notranji politični interes. Biden bi pa svet preurejal. Svet preureja pa tako, kot Netanjahu naroči in lobije, ki ga podpirajo v Združenih državah Amerike. To je bilo vedno do Kissingerja nekoč. To je bilo vedno razlika v tem smislu. Trump, verjamem, verjetno ne, če tako rečem, ampak verjamem pa, da je toliko, kako ne rečem, v navednicah nor, da bi se s Putinom pomenil. Ker se Biden ne bi, recimo. To je edina razlika. Pri Izraelu sta pa oba enaka, popolnoma. Ne? Ja, mislim, se je te nenavadne srečanja v Trumpovem mandatu smo lahko zabeležili. Konec koncev se je srečal s severnokorejskim voditeljem, da se pogovorita o prihodnosti sveta, korejskega polotoka in tako naprej. Dober, 80 let je od takrat, ko je bil ta mednarodni red s koncem druge svetovne vojne zakoličen, oziroma 80-letnica bo maja prihodnje leto, po nekem drugem štetju avgusta prihodnje leto. Ja. Kot da se ta 80-letna doba neke relativne stabilnosti z manjšimi detonacijami izteka? Se je iztekla, dobesedno, zato ker je svet popolnoma nov, drugačen, policentričen, zahodna dominacija vsiha, vzhodna tehnološko že prevladuje, na avtomobilska industrija bodo Kitajci prevzeli, to je že očitno. Na zahodu pa ni ostalo nič več od tega, kar je bilo primerjalno superiorno, in to je razsvetljenstvo bilo. Razsvetljena misel, individualizacija, se Ameriko ne vodi več razsvetljena misel, načela demokracije, vladavina prava in podobne stvari. Mogoče deloma še v segmentih, to že preurejajo, se že tudi vrhovna sodišča preurejajo po interesu politike, ampak drugač pa smo v obdobju, bi rekel, pač ekonomistifikacije. Se pravi, ko politiko narekuje denar, eno besedo, plutokracije. In o demokraciji dejansko nima smisla, da več kot toliko govorimo. Edino, kar nam je ostalo, je ostala pač tradicija nekega individualnega, da ne more eden kar aretirati, pred steno pripeljati, po 10 dneh dati v arest ali pa odstreliti, ali pa cele etnične skupine odstranjuje in tako naprej. Tega v Evropi ni na tak način, mogoče na drugačen. Ja, na drugo obletnico te bom spomnil. 30 let bo naslednje leto od Srebrenice, ko se je dogajalo točno to. So se dogajale genocid, dobesedno genocid. Tako, Vidiš, in to je, in nizozemski vojaki so gledali stran. Videli so, vedeli so, naredili niso. Pa francoski general tudi. Ja, in ves svet z njim. Tako da to je izziv, mislim, jaz verjamem, da ne bo pomote, jaz verjamem v to, da Evropa, Amerika, skratka, zahodna civilizacija skozi razsvetljenstvo je do zdaj priskrbela najboljši vzorec do zdaj, ampak ga je treba oživiti, ga je treba vzeti spet za res,
In predvsem te lažnivce, to lažnivo govorico Netanjahove in njemu podobnih, ki jim cilj posvečuje sredstvo. Se bistvo razsvetljenstva je bila kantovski kategorični imperativ, da nekaj delaš zato, ker je prav, ne zaradi tega, ker te to nekaj nagradi. Ti pa delajo izključno samo še interesno. Interesno pomeni pač cilj posvečuje sredstvo, govoriš eno, delaš drugo, misliš tretje, izpade četrto, briga ga, peljejo starozavezni program izvoljenega ljudstva, ki bo na koncu toliko izvoljen, da bomo vsi propadli. Če destabilizira, in že nekaj, zelo pomembno, za časa najnega življenja ta problem ne bo rešen. Tako dolgoročne posledice bo imel to, kar Netanjahu zdaj počne. Za časa najnega življenja Bližnji vzhod ne bo imel miru. To ti zdaj trdim. Želim ti čim daljše življenje in se zahvaljujem za današnjo debato. Hvala. Moral bi reči čim krajše, da čim prej izpolnil.